Kdor ima gore rad, kdor premore vztrajnost za osvajanje vrhov, ta ne more biti scrkljan. Na vrhu gore doživiš imeniten zanos, da ti je nekaj zares uspelo. A če bi ostal na vrhu, bi ta vrh izgubil svoj čar. Čar je v tem, da prehodiš vso pot, da se potem vrneš v dolino in ponovno prideš drugič na ta vrh. In zdi se, da postanemo podobni tistemu, kar nam veliko pomeni in čemur posvečamo svoj čas. Cvetka Jug iz Tolmina se je goram zapisala v rani mladosti. Moja prva planinska izkaznica nosi letnico 1959. Takrat sem kot otrok hodila starši v hribe, seveda ne prav daleč, ker smo bili vezani na javna prevozna sredstva, pa tudi ne tako pogosto, kot se to dogaja danes ali pa se je potem vmes kasneje. To je bilo vse bolj vezano na poletni čas in ker so bili starši doma iz Baške grape, smo največkrat obiskali Črnoprst, Porazen, Slatnik, Lajnar in podobne okoliške hribe. Kolikor se spomnim, takrat v osnovni šoli nismo imeli organiziranega mladinskega odseka, smo pa večkrat izkoristili športne dneve in se povzpeli na te naše bližnje vzpetine. Zavedanje lepega ni nikoli samoumevno, pove Cvetka o vzgoji, ki je bila deležna. Največja dota, ki sem jo dobila od mojih staršev, je, da so mi privzgojili ljubezen do gibanja in do gora. Tako so me že pred vstopom v osnovno šolo vpisali v TVD Partizan. Ko sem prišla kot učiteljica na osnovno šolo v Desklah, so takoj izkoristili mojo navezanost na hribe in kar nekaj let sem vodila mladinski odsek. Povedati pa moram, da so mi pri tem pomagali tudi anhovski planinci, ki so bili takrat kot sekcija vključeni v Tolminsko planinsko društvo. Ta mladinski odsek je včasih štel tudi do 70 članov, kar za majhno šolo niti ni bilo tako malo. Naredili smo kar nekaj lepih izletov in tur. Bili smo na Črni prsti, na Matajurju, na Poreznu, na Krnu. Udeležili smo se tudi prvega pohoda, Rudijevega pohoda na planino Sleme leta 1977. Še posebno pa mi je v spominu ostal pohod na Triglav. Mislim, da je bilo leta 1975, ko smo najprej nameravali prespati v koči na Doliču, ker pa je bila vremenska napoved slaba, smo se odločili, da gremo na vrh, kar nam je tudi uspelo. Spustili smo se potem do Planike in tam prespali in zjutraj nas je pričakalo sneženje, pravi snežni metež in zunaj pred kočo od 20 do 30 cm snega. Pa kljub temu smo srečno prišli v dolino. Ljubezen do gora je tudi kot mama prenašala dalje. Nedeljska juha pa je prišla na vrsto v ponedeljek. Ko sem 78. leta rodila Stašo, sem pustila delo v Desklah. Kot sva otroka malo zrasla, je spet ob nedeljah, ob sobotah, ob nedeljah nahrbtnik na ramena, sendvič in smo odšli. Kasneje sta se res otroka večkrat pohecala tudi, kakšno je bilo naše nedeljsko kosilo. Nahrbtnik in pa sendvič. Cvetka Jug je v planinskem društvu Tolmin dolga leta nepogrešljiva mravljica. Tiha, marljiva, vendar ne besede, ne mnoga priznanja, ki jih je že prejela, ne povedo vsega. Posebno potem od leta 1989, ko sem prevzela mesto tajnice in to delo opravljala približno 15 let. Nekaj časa sem bila tudi podpredsednica, pa predsednica komisije za priznanja. Od leta 2000 sodelujem tudi v uredniškem odboru našega glasila Krpelj, kjer tudi popravljam vejice in skrbim, da v prispevkih ne mrgoli ravno preveč pravopisnih in jezikovnih napak, čeprav avtorjem puščam tudi precej svobode. Pa v organizaciji raznih prireditev, kjer sem sodelovala ali pa tudi jih vodila, kot na primer Bukvarna, Praznik Frike, Dan prostovoljcev in podobno. Vmes še pobirala članarino,
v poletnem času dežurala na planini Razor in podobno. Večkrat pa sem napisala tudi kakšen prispevek o našem dogajanju v raznih sredstvih javnega obveščanja. To objavljala, pa tudi na primer v Planinskem vestniku. Dela ni zmanjkalo. Kot rečeno, zdi se, da postanemo podobni tistemu, kar nam veliko pomeni. Kot visoka gora je Cvetka trdna, vzdržljiva, mirna oseba, svoje delo opravi tiho in neopazno, a vestno in natančno. Zelo dobro se zaveda, da pot vodi navzgor, a ne gre stalno le navzgor, iti moraš tudi navzdol. Ja, v gore zelo rada hodim. Na krajše izlete tudi sama. Na daljše ali pa sploh, če so bolj zahtevni, pa raje se udeležim naših društvenih pohodov, ki jih pripravljajo naši zelo pridni planinski vodniki. Med gorami najdem mir, se sprostim, umirim, tudi rekreiram, tako da mi časa, ki ga prebijem na teh pohodih v gorah, nikoli ni žal.